Živjo, sem Matej Cepin in poslušaš 84. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je bil z menoj Zef Berišaj, v Sloveniji živeči Albanec, mož, oče in vodja socialnega cirkusa Fuskabo, ki deluje pri Salezijancih na Kodeljevem. Socialni cirkus je ena zanimiva pogruntavščina. Njeno bistvo sploh ni v cirkusu, ampak v dih jemajočih dejavnostih, ki otroke in najstnike, predvsem tiste, ki ne odraščajo ravno v urejenih razmerah, tako močno privlačijo, da se vanje vključijo in te dejavnosti nato počasi, a vztrajno spreminjajo njihova življenja. Zef je otroštvo in mladost preživel v skromni družini v Podgorici v Črni gori, kot prebivalec tamkajšnje albanske manjšine. Kot otrok se je srečal s slovenskimi Salezijanci, ki so takrat vodili podgoriško katoliško župnijo. S časoma pa je odrasel in odšel na faks v 2 uri oddaljeni Kotor. Otroška leta so postala preteklost in odpirati so se mu začele zanimive službe. Če bi mu takrat, nekje na začetku 20-ih, kdo rekel, da bo čez 15 let živel v Ljubljani in tam ustanovil ter vodil cirkus, bi ga imel najbrž zelo za norca. Cirkus ga takrat konec koncev ni niti malo zanimal, a zgodba se je začela vrteti drugače. Res vam privoščim, da spoznate Zefa. Je namreč eden tistih ljudi, ob katerih se človek počuti slišanega, sprejetega, navdihnjenega in, mar ni čudovito, človek albanskega porekla pride v Slovenijo in tu ustanovi ter razvija družbeno inovacijo, ki jo hodijo gledati ljudje iz vse Evrope. Družbeno inovacijo, s pomočjo katere Pop TV išče talente za šov Slovenija ima talent, in družbeno inovacijo, ki spreminja mnoga življenja mladih ljudi na bolje. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Zef, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala za povabilo, sem zelo vesel. Si predstavljam, da september v cirkuški šoli je poseben mesec, skozi sklepam zaradi vseh vpisov in začetkov terminov in razporejanja učiteljev cirkusa, a se motim oziroma kaj so tvoje glavni poudarki dela v tem mesecu? Ja, jaz ta september vidim kot eden najbolj zahtevnih, pa najbolj izzivnih mesecev, temu tako tudi rečem, zaradi tega, ker je potrebno načrtovati novo šolsko leto, usklajevati urnike, predvsem usklajevati tudi trenerje, pomočnike, sisteme, ker vemo, tako tudi v ekonomiji imamo tekoče leto, si se pripravijo bilanca pa to, ampak za nas v takem področju dela je najbolj pomembno to šolsko leto, ker takrat, kako zastaviš ti te vsebine, te metode, strukture, potem nekako to velja za celo šolsko leto. Tako najbolj pester mesec, najbolj pester september. Ja, najbolj pester, ker ko nekako vzpostavljaš ta sistem, potem nekako stvar deluje. Recimo deluje v smislu prisotnosti cirkuških trenerjev, prisotnosti nekih datumov, dogodkov, ki imamo. Tisto, kaj naprej pride, nekako prilagajaš tej strukturi, ki je že narediš. In kaj najbolj pomembno pri tem, kaj jaz delam, je to, da vedno imamo nekje konec avgusta letno načrtovanje in vrednotenje, skupaj z zaposlenimi, s trenerji, prostovoljci, to je že na skali že od samega začetka, ko sem prišel 15 let nazaj in so to nekako zadržali. In takrat, Ampak to greste s celo skalo ali sam cirkus posebej? Prej bila sem skala, ni bil to razširjen cirkus, zdaj pa gremo skupaj socialno-varstveni program, mladinski center pa tudi cirkusa. Se pravi, greš na to z ženo, ne? Žena je zaposlena na skali. Tudi ja. Imate skupni oddih? Ja, je pa bilo prej, se spomnim, da smo doskrat šli tudi na Krku, da smo se malo udaljili, ali pa v Lukoranu, ker rabiš malo team buildinga, da malo povežeš spet po enem mesecu kolektivnega dopusta, ampak ko pa dobiš otroka, pa to pa ni tako enostavno več. To sem hotel vprašati, ga sabo vzamete ali? Ja, prilagodimo se, včasih vzamemo, včasih pač tudi prilagodimo. Zadnjih par let smo imeli tudi v Sloveniji oziroma Ljubljani, kjer smo se na ta način tudi prilagali, ker nismo edini. Ampak samo hočem reči, da
to načrtovanje, pač jaz vodim, jaz nekako pravim, da sem direktor te šole, cirkuške pa to, ampak gre vedno tako za neko timsko delo, usklajevanje, sodelovanje skupaj z drugimi člani, posebej trenerji. In ko vse to drugim daš eno tako možnost odločevanja, sprejemanja, sprememb, potem rataš močnejši in nekako ta komunikacija iskreno mi vzame veliko energije. Ko se zdaj, ko si to govoril, se spomnim čist drugačna slika kot avgusta, mislim, da je bilo 13. kjer ga že, ko smo se videli dol v Podgorici, ko smo prišli z družinskega road tripa te obiskati za kakšno urco v tvojo domačo hišo, oziroma zdaj ni več domača, ampak kjer živi tvoja mama, ne? In ste se glih na slavo pripravljali, ki bo naslednji dan, ne? Kako je pa tisto šlo čez, koliko ljudi je prišlo, koliko je bilo gužve s tistim pa živcev? To je bilo kar pestro, je pa dobro vprašanje. Pa to, tisto je bilo mirno, ampak pol naslednji dan, pač slava, malo tudi, da malo povem, je nek tak, v Črni Gori imamo recimo katolike, ki so Hrvati, imamo katolike, ki so Albanci, ne? Jaz sem pač po narodnosti Albanc in Albanci v Črni Gori imajo tisto tradicionalno slavo, pomen eno zavetje, enega svetnika, ki ima vsako pleme in naša slava pač je 15. pač avgust in nekako je to združevanje družine, pridejo gosti in nekako vrednotenja tega praznika skupaj z drugimi, ne. In veliko kle priprava, ne. Pol tisti dan smo se pripravljali, pol pa zvečer, ker pride 30 ljudi. To pač je ena mehna poroka, ne bi se temu rekli v Sloveniji, ne? Meni se 30 niti ne zdi tako velika številka, se mi zdi, da sem že velikrat gostil 30 ljudi, ampak bolj mi je bilo to zanimivo, ko si govoril o teh hierarhijah, sedežnih redih. Ja. Kdo kdo ne, kdo ima govor, kdo ga nima, ne? To je to, a ne, pa tudi recimo isto, jaz prepričujem brate, da kakšno stvar tu zamenjajo pri pijači, recimo, ne? Prej smo vedno smo imeli te konzerve, Coca-Cola, pločevinka, ne. Zdaj pa bi jaz rekel, ok, lahko tudi kakšno stvar vzameš 2-litrsko, ne. Ni šans. Ne gre, to mora biti tako, ker to smo imeli prej. Pač tradicija se čuva, ne, pa tudi sama priprava, ne, ker to na koncu, kot da ti postrežeš toliko ljudi, ti nimaš natakarjev. Ti imaš sam, recimo, ožje člane svoje družine, ki ima pomagajo. Streže se ali je samo postrežba? Streže se. Res se streže? Ja, se streže. Oni pridejo, se usedejo, spet je neka taka... A ti pa laufaš okol? Jaz pa laufam okol, nekdo gre pa tudi po pecivo, ne, po glavno jed, po jagenčka, ne. Pa take stvari imamo v kuhinji in to je to... Mislim, ker koncept piknika v Sloveniji je vseeno bolj, da se vzameš, kar imaš tukaj na mizi, ne, in tam pa ni tako. Ne, daj Bože, da je tako. To bi bilo katastrofa, bolj... Pač so neke stvari, ki jih hočemo malo premakniti na boljše, ampak ne gre, pač pustimo časa, ne, ampak je tako, tudi ta hierarhija za malo boljše, pač vedno se ve, kdo je na čelu miza, ne, na začetku, kdo ima tisto pravico kaj reči, pa potem isto tako, zdaj prej so bili tako, da so bile moški malo, vedno imam izziv, kako jih postaviti, ne? Jaz približno vem, kdo pride in potem nekako jih tako postavim. Drugače, ko jaz grem nekam na obiske in je tako smotrno, da grem in potem te prestavijo. Ker pride nekdo bolj pomemben, ki je v hierarhiji iz enega plemena in on gre spredaj. Recimo pride duhovnik. Neverjetno je, ker je bilo glih zdaj pred kratkim tale prilika od Jezusa, postavi se vedno na zadnje mesto, da te polun povabi naprej, ne se postavljati na prvo. In jaz tako, veš, si tega ne znam nikoli predstavljati. V mojih zakladnici izkustev ni te situacije, v tvoji pa očitno je, ne? To je eden najboljših primerov, tako da tudi jaz, ko sem bil recimo pri sestri, pa tam sem imel tudi praznovanje in je bil tudi Sandra, pa to, in žena, imel smo še otroka s sabo in pol je bilo 11, in Sandra pravi, a gremo, ker otrok je zaspan, pa to, rekel, ne smemo. Kako ne smemo? Pač on tisti, ki je na začetku moral vstati in reče, dijo pot pa si gremo. Ja. Kako pa to? Recimo takih primerja, ne? Je pa slava potekala v lepem vzdušju, je pa bilo kar naporno, ker na koncu potem dokler pospraviš, ker mi recimo čakamo, oni pridejo ob 8 zvečer, kakšni 9 in potem gre čez polnoč. In potem se nekako čaka 15. Avgust, ker 14. zvečer se praznuje in potem tako, da ne 3-4 zjutraj, recimo potem vidiš, pa tudi naslednji dan tudi pride potrka gosti ob 9, ker tudi naslednji dan rabiš tudi med pogostitev in tako, pa sem jaz tam
nekje 15 zvečer zbolo, neki me Erik prinesel, pa še Sandra in smo bili malo bogi in pol naslednji dan smo mogli za Slovenijo in pol smo imeli še načrtovanje tam v Žeju. In je hitro minilo. In je hitro minilo, je pa bilo kar napolno. Veš, kaj meni zanimivo, že ko so se pogovarjala pri tepu, koliko je to od Podgorice, 20 minut ven, nekaj tazga? To je, jaz bi rekel, 20 kilometrov. Kako je že vasi ime? Tuzi, kjer živi večina albanskega prebivalstva. No, meni je bilo zanimivo to, ker si tudi zdaj tako rekel, hočem kakšne stvari spremeniti na boljše. Zanimivo mi je bil ta tvoja naravnanost, da ti ene stvari od doma niso bile več všeč zaradi izkušnje Slovenije. Kako je s tem živeti? Kjer stvari so to? Koliko te to pol boli v resnici? Ko ti očitno neki v Sloveniji si se drugač navadil, pa najbrž tudi tvoja družina začela drugač prakticirati zaradi žene Sandre, in pol prideš nazaj in ti grejo ene stvari na živce, ki so ti bile kot otroku samoumevne, tako, ne? Ja. Kako s tem shendlaš? Ko sem ti tudi omenil, je tako, da imam v zadnjih par let zelo intenzivno obdobje, govorim v šoli, pa na vse področje, in potem človek, ko ima tiste počitnice, se želi spočiti, dobesedno, ne. Tudi malo veliko je teh socialnih stikov, da bi ti to malo zmanjšal, pa bi malo užival, ampak ko greš, tako je, jaz sem verjetno se bo tudi tega dotaknila, ampak jaz sem edini iz moje družine, ki je šel v tujino, in ko prideš nazaj, obiskati svojo družino, in ko prideš obiskati, se moraš navaditi na neke stvari, da ni to en tak odklop. Da je intenzivno, ne? Da je kar intenzivno in dostikrat se zgodi, pa nisem sam edini, vem pa tudi dosti mojih kolegov, ki so tudi klepa, grejo dol, je tako, da si bolj si zmatran dol, ko prideš nazaj, recimo iz počitnic. Da čisto redu, samo moraš planirati 2 vrsti dopusta, odklop dopust, pa doma dopust, ne? In jih moraš pravilno postaviti, tudi v pravilno vrstni red najbrž. Ja. Ali pa celo mogoče odklop doma, odklop, ne vem. Ja. Je pa tako, da jaz sem najstarejši, imam 2 brata, eden ima 19 let, eden je 4 leta mlajši od mene, in jaz tudi malo vzim, ko govorim, pa jim hočem neke stvari iz mojih izkušenj povedati, kako je kle. To gre. To ni tako enostavno, ne. Je pa tako, da se zavedam te razlike, je tak tudi tipičen primer, da recimo jaz, tudi ko sem navajen pa doma, recimo ne pustim mamo pospravljati, ko vidim, da je utrujena, jaz pospravim, pomijem posode, dam primer. Recimo tvoja 2 brata najbrž ne? Tako, pa ne, da bi bila egoistična? Občasno, jim se tako ne da, niso to navajeni, ampak pol pa, ko mama kaj boš ti, pa pusti me, vse bom, se meni problem. Recimo take stvari. Pa tudi to, veliko gostov prihaja, potem ko prideš ti iz Črne Gore tako daleč, pa te ni bilo nekaj časa, pa te pride obiskat. Pa se tako zvečer, ko ti dan preden odhajaš iz Črne Gore, ti pride v slovo, recimo tako, pa ostane recimo do 12, ob 1 zjutraj, ti pa že o 5. Mi smo se kar pridno spokali. Ja. Pred nočjo. Glede tega, ampak meni je tako, ko sem zdaj v Sloveniji, dam primer, jaz veliko stvari bolj cenim. Cenim zato, ker vem, ko sem kot otrok dol, v kakšnem okolju sem živel, recimo, kaj sem lahko imel, kaj nisem imel, kje sem bil omejen, ko pa si tukaj, je stvar čisto drugačna. In pol jaz dosti tudi kakšnemu otroku mladim, pa tudi kolegom povem, ko se pogovarjam v nekih debatah, lejte, dol je drugače in neke stvari, večinoma cenimo stvari, ko gremo iz Slovenije, ko greš iz Slovenije nekje ven, potem začneš ceniti, kaj vse imaš. Ravno ta premik, meni se zdi povezan z besedo pogum, pa ne vem zakaj, ampak vedno je zapustiti domačo deželo in iti v neko obljubljeno deželo v narekovajih, ne da bi bila Slovenija obljubljena dežela, ampak ta pot skozi puščavo je vedno simbolno gledano, pri Mojzesu, večino stvari se tam noter zgodi v tistih 40 letih, ne. Kako si ti doživljal ta pogum, to selitev, no? Kakšni so bili push pa pull faktorji v smislu, kaj te je vleklo, kaj te je vsem zadrževalo, pa kje si izbral toliko poguma? Ja. Je kar, pa kdaj je to bilo sploh? Je kar pestro. Jaz sem, recimo, ko sem imel 12 let star,
ko sem tudi prihajal v Salezijanski mladinski center. Takrat sem živel na Koniku, pač v Podgorici, zraven cerkve, pri Salezijanci. Takrat je tudi Rudi bil tam, Rudi Tisar. In potem sem malo tudi hodil, malo sem se učil gitare, potem sem kmalu potem začel tudi ministrirati, pa sem bil tudi šef ministrantov, pa sem tudi začel biti animator, pa voditi neke programe. Pa je bilo tudi sreča, da sem ene 3 poletja, 3 sezone prihajal kle v SMC Rakovnik, ki je bil takrat metod. Kaj ne izmenjave? Za en mesec sem prišel pomagati na oratoriju. Prav tako. Take interne salezijanske izmenjave v bistvu, ja, te so bile interne so bile interne. In se spomnim, prvič, ko sem prišel, pa smo bili z ministranti v Gardalandu z Rudijem, pol me pripeljal v Želimlje na duhovne vaje in jaz nisem znal slovensko, nisem slovenščina, nič. In tukaj boš čez vikend, pa te pripeljal na Rakovnik. To si kot 12-letnik bil? Po mojem je bilo 13-14. Nekaj tasga. Osnovno šolsko kot udeleženec. Ja. Kako se je bilo to socializirati? To je tako, zame nekaj novega. Jaz na začetku sem bil kar pod stresom. Se spomnim tudi, da je takrat v Želimlju prišla televizija, RTV, da je tudi posnela. Tako, tega se res spomnim. Pol, ko sem prišel na Rakovnik, takrat so bili tudi, jaz mislim, Boštjan Jamnik ali pa Jure, takrat niso bili Salezijanci, so bogoslovci. Tako občutek imam, zagotovim za Boštjana. Kako si ti zdaj star? Jaz sem zdaj 39. Prav, to je bilo 27 let nazaj. Ja. 26, 25. Ja. Takrat sem bil še animator, veš, v Želimljah. Pa bo sem mogoče srečala. Jaz sem ne spomnil nobenih. Ne slovensko govorečih takrat. Ampak za zihar sem pa bil. No? Je tako, da sem imel neke izkušnje in na koncu, vedno, ko sem odhajal po tistem enem mestu, sem tudi jokal sem zato, ker sem odhajal, ki mi je to všeč. Jaz sem isto slišal čisto na novo v Sloveniji. Recimo, to je bila ena taka stvar, ko sem imel že prej stike. Pa kaj ti je bilo všeč? Slovenija itself ali delo s Salezijanci? Delo s Salezijanci, ki sem ga že takrat imel v Črni Gori, pa se nadaljeval tudi v Sloveniji, ampak potem sem tudi tukaj spoznal dosti teh prijateljev, animatorjev, ki smo se podružili. In pol ta način življenja, ko sem videl to povezanost, to me malo nekako motiviralo, da sem resno tudi takrat začel razmišljati, če bi tudi nadaljeval študij, da bi se tudi upisal tudi na fakulteto, ker tako jaz sem končal srednjo šolo in pol nekaj se ni šlo in pol se tudi to zgodilo, da je takrat tudi Salezijanski takrat vodil mladinski center v Podgorici šel v Slovenijo nazaj, a ne v Celje. In potem jaz sem šel študirati v Kotar. Recimo, in tam sem tudi delal kot vodnik, kot animator, ker pač moja družina ni bila to bogata, pač imeli smo omejeno sredstev za življenje, bi se temu tako rekel. Mama je bila doma, oče pa je delal v elektrolizi in potem sem hitro mogel nekako delati, iskati denar. Tako da sem jaz, recimo, Matej od 17 leta skozi delo, zdaj, konkretno. Tako. In pol... Srednjo šolo si najbrž končal, 2-5, nekaj tako. Tako ja, sem srednji že nekaj časa delal, tako ja, sem delal in pol... Koliko na dan to? Pa to sem delal tako, popoldan. Sem imel po enih 6-7 ur, Po pa je nekako se utihnilo. Jaz sem študiral, sem delal kot vodnik in takrat je tudi prišlo neka pobuda, ne vem kako. Kaj si študiral? Turizem v Kotorju, ja. Zato si delal kot vodič? Ja, prvo sem tako, jaz sem upisal faks, ker me to zanimalo in pol tako se tudi rodil brat in pol tako je bilo, nekaj stroškov je bilo in jaz sem hodil z busom do Kotorja, pač 2 uri vožnje in pol so starši tudi takrat rekli, če bo tako šlo, ne gre nikamor, mi nimamo sredstev, in pol sem se malo mogel zmigati. In pol sem začel, ker sem imel nekaj izkušnje kot animator v Salezijanskem centru in pol na ta način sem nekako delal v Budvi kot animator, pol sem delal kot turistični vodnik in pol eno zimo nekako pride od Rudija, en tak mail, če bi prišel za en mesec na oratorij pomagati. To, kar si že prej imel izkušnjo. Tako ja, jaz sem rekel, zima je bila, sem rekel, Rudi, obljubim, bom prišel in pol takrat začne sezona, jaz delam na polno kot vodnik in nisem hotel iti. Ampak pol, ko sem obljubil, sem rekel, ajde, grem in je Rudi prišel do Črne Gore in pol po tistem, tisto je bilo ključno, bi jaz temu rekel, ker po tistem enem mesecu, ko sem bil v Celju in spet sem se malo navduševal
Jaz sem pa... A vmes si se malo že zapustil? Zapustil sem se, sem se zapustil. Praksa je šla. Je šla, ker jaz daleč od srca, daleč od oči, daleč od srca. Ne? Tako ja, jaz temu rečem, jaz sem takrat, ko sem bil ful aktiven, jaz sem bil vodja administrator, mene so tu starši doskrat kregali, vzem pošter, pet v Dombovsko center, pa tam prespi, ker sem bil skozi aktiven. Jaz sem bil skozi, ves prosti čas je bil tam. In nisi nič pogrešal kasneje tega? Veš kaj, ko greš, malo sem držal stik, malo sem tudi bil zraven, ampak pol nekaj izklapi. Malo sem se tudi iskreno tako bil tudi vezan na Rudija, kot Salesijanca, kot nekega duhovnega spremljevalca in pol je malo neko to se umiril. In pol se nekako po tistem mesecu v celju v oratoriju se malo spet nekaj dvigla ta motivacija, pa ta želja. Kaj pa zanimivo je to, da sem jaz vedno dol v Črni Gori v tistem času, da sem skozi govoril nekako tem mojim kolegom, vodnikom, jaz bom nekoč živel v Sloveniji. Wow. Jaz ne vem. Pa nisi vedel zakaj, ne? Nisem vedel zakaj, ampak jaz sem imel v mislih in to se spomnim in že zdaj imam, tako ko se doskrat pogovarjam, ker jaz med poletjem grem obiskat v Kotor kolege, da držim malo ta stik. Te študijske kolege. Držim malo ta stik in se malo pogovarjamo in oni so doskrat rečejo, ti si že takrat imel neko željo, pa si že vedel, da boš v Sloveniji, ne? In da nadaljujem, pol pa po tistem moratoriju nekako tega navdušenja, pa to pa je potem Rudi prišel do ene ideje, če bi za eno šolsko leto bil kot prostovoljc. Po sem jaz rekel, Rudi, bom razmislil, jaz bom dol delal kot vodnik, ker takrat bi si tudi kot vodnik nekaj služil. Si bil v tisti centru turizma, ko si pač lahko nekaj zaslužil. Kaj si to vodil zares? Vodil sem različne skupine. Po čem? Dve ur natura, po Kotorju, poldnevne, celodnevne, ture za 2-3 dni, recimo tako, tega res bo veliko. Pol smo se nekako, sem rekel, ok, Rudi, pridem, in pol je pa Rudi rekel, edini pogoj, ki ti ga bom postavil, je, da narediš vozniški izpit, ker ga nisem naredil. In pol sem naredil in pol me pa prišel iska septembra 2009, pol se spomnim tudi do meje sva govorila pač, ne vem, srbo-hrvaško, po meji je rekel, zdaj bom govorila sem slovensko, pa sem rekel prav. Pol sem pa tudi hitro naučil jezika, je pa, jaz bi rekel, ključna zadeva, kaj se je zgodila, je to, da ni ta, recimo, ta časovnica zdaj tako pomembna, je pa tako, da po enem letu, ko sem jaz delal v Kotorju, oziroma se pravi čujem v celju, sem mogel tudi končati 5 izpitov. Ja, v Kotorju. Ja, tako. In jaz sem vmes, tudi ko sem delal kot prostovoljec, sem tudi te izpite naredil uspešno in pol jaz se spomnim, vrnem počitnice dol v Črni Gori in isto Slava je šla mimo, a ne? Kot letos. Tako, ja, čez 2 dni in pol me mami se eno jutro zbudi in pol sem videl očeta ležati na tleh, kap. In nažalost kap ga je zadela in po enem tednu je umrl. In on je bil star 53. In tisto je bilo tudi velik šok zame, zaradi tega, ker jaz sem bil najstarejši. In pol na koncu ta hierarhija, ko so govorila prej, da je tako, da če ni očeta, najstarejši sin prevzame. Tam so stvari veliko bolj definirane in pričakovane. Tako ja, in isto zdaj mi tudi prihaja, če pride kakšna naslovljena pošta na družino, pride na moje ime. A veste, moje ime pa mi je ime od očeta, ne? Ker jaz nekako naprej skrbim za družino pa za to. In ti to dejansko si delal, ne? Če sem prav razumel, je oče umrl še na starem kraju bivanja, tako. Ti si pa iz Slovenije v bistvu pomagal graditi celo hišo. Ne? To je bila tudi družinska hiša. Ne? To je bila družinska hiša, ki so takrat niso tudi reševali te sporov med samimi brati. Sicer sporov ni bilo, ampak je bilo tako, zakaj ne reševati takrat, ko sem pač to gre. Takrat je tudi Rudi prišel z mladimi na pogreb in je meni tudi takrat rekel, pač mi potegnil stran in rekel, Zef, jaz grem v Ljubljano, grem na Skalo, zdaj ponujam možnost, če bi želel nadaljevati, a ne? Ker enkrat, ko si v tistem sistemu za začasno dovoljenje, pa to gre vse lažje dobiti kot status tujca pa to in jaz sem mu rekel, Rudi, najverjetneje ne bom hvala za vabilo, ampak jaz mislim, da bom mogel ostati, ker moram skrbeti za družino. Zdaj klejane, moram imeti eno službo in to. Pri kateri starosti si bil toliko zrel? To je bilo 15 let nazaj. Ja. 22. Tako, ja.
In to je bilo zelo težko obdobje. Večina nas v Sloveniji ni bilo tako zrelih, saj jaz in večina ljudi, ki jih poznam, nismo bili tako zreli. To je bila ena resna prelomnica pri meni, da sem rekel odločno ne. Pa spet govoril o tej hierarhiji, o tej albanski kulturi, kot je skupnost, to je v ozadju. In pol so se vsi nekako, jaz sem bil čist presenečen, začuden v smislu, da oni so me podprli. Pa so rekli, 5, ampak ne govorim samo ožja družina, sem širše, tu strici, od očeta, bratje pa ostali. So rekli, 5, ker boš več naredil, ko si gor, pa gor nadaljeval, pa skrbel za neko svojo poklicno rast, pa kariero, kot da ostaneš kle, ker zdaj, če imaš že možnost. Jaz sem bil čist presenečen in pol nekako sem dobil tudi takrat neka taka krila, da bi nadaljeval in pol tako se začela moja pot na skali. Je pa tako, da... In koliko časa po Rudijevem povabilu si pol to šel? Je kakšno leto minilo? Ne, hitro, to je bil 1 mesec. Wow. To je bil ful. Si se zelo hitro premislil. V bistvu. Ja, Rudi je tudi mislil, da me ne bo. On je bil čist presenečen, se spomnim takrat, ko sem ga klical, pa so rekel, Rudi, če še zmer drži, zaradi tega, ker pač smo se pogovarjali doma, ker ti takrat ne moreš tudi neke odločitve v trenutku narediti, ampak to malo mine. Je Rudi prehiter vprašal, ne? Ja, čeprav po drugi strani te je pa dobro vprašal, ker najbrž ti sploh ne bi kot opcija to razmišljal, ne bi bilo samo umevno, da moraš... In jaz se temu tudi malo tudi doskrat razmišljam o tem, kaj če bi bilo, če jaz bi ostal dol. Ja. Ker, jaz pa v tem, koliko svetega duha je to bilo, da te je Rudi takrat dubil, pa takrat, da je v bistvu, da so se ta srečanja nastavljala tako časovno ustrezno. Jaz ti bo tudi nekaj povedal, zdaj, ne vem, kako mi bo zelo resno, to redko sem komu rekel, pa ko sem se malo tudi pripravil za ta podcast, me kar malo dal misliti, ne. Jaz se spomnim, preden sem šel v Celje, na ta oratorij, ko je bil tudi, jaz vidim ena taka smernica. Je bilo tako, da jaz sem takrat imel, ko sem gledal 1 mesec pred, ki sem mogel dobiti vizo, in sem mogel dati to v slovensko ambasado, ker takrat je bila tudi povezava med Slovenci v Salezjanci, je bila lahka, ker je komunikacija potekala lažje in jaz se spomnim, da sem 1 mesec, pa koliko, recimo 5 dni, preden sem mogel dati to, pa iti do Viktora Ganca, Salezjanca, pod njemu to oddati, da damo to naprej. Jaz sem imel vse liste, pod njem listo polne. Zgovorim s temi štampilkami. Polno. In jaz sem rekel, tukaj ni možnosti nobene vize dobiti več. Moglo ker časa ni bilo veliko, In po nekaj je bilo in se dobro spomnim, da grem Viktorju in rekel, Viktor, poglej, prosim te, jaz nimam možnosti kaj narediti, a je možno, da mogoče gre viza na štampilko. Kaj ne gre, In pol on je šel pogledat in je bil en list prazen. Jaz sem prepričan, da sem velikokrat preveril in da je bilo vse polno, ampak jaz sem rekel, to mi je nekaj sumljivo, ampak sem rekel, mogoče se znam zgoditi, da sem jaz kaj zabluzo, ampak to mi je nekaj sumljivo, ker... To pa res sodi v kategorijo, koliko resno vzeti. Ful mi je dobro, ker si napovedal, da ne vem, koliko resno te me bo vzel. Ja, jaz sem tudi poslušalci, ne vem, koliko bo resno vzel, ampak nekako mi je to dal vedeti, malo me odrezam, pa sem rekel, očitno je nekaj v tem. Ker tudi, če ne bi šel takrat, ne vem, če bi bilo kaj, dam primer, kaj Slovenijo, zagotovo ne. In pol iz tistega vsega, potem je tak, na skali zdaj začenjam 16. leto, ko da sem najdel vse zaposleni trenutno, tako da sem začel z Rudijem v tisti prelomnici, ko je tudi 2009, ko so takrat dobili tiste sredstva za minibus veselja, In tako se tudi začelo moje delo, sem tudi vmes študiral. A tiste šlo pa brez težav v Kotor? Ne, jaz sem nosificilo diplom, tisto je bilo brez težav, je pa tako, da sem se ful mogel namatrati in je Rudi tudi, vem, da je bil tudi ponosen, ko sem kljub temu moje delu, ki sem ga imel v Celju, da sem kljub temu tudi naredil te izpite, ker sem imel tako željo sem imel. Pa si pa še ekonomijo tle naredil? Pa sem pa še ekonomijo tle naredil. Imaš 2 diplomi? Magisterija. In pa sem še naredil izpis za turističnega vodnika.
državnega, tudi to ni bilo lahko narediti. Čeprav si imel izobrazbo, ne? Ja, ampak rabiš na novo, ne, rabiš prebrati, pa naštudirati zgodovino, narediti izpite. Pa zdravico za 5. Tako je. Ni tako lahko. Skratka, jaz sem se celo... A na Triglavu moraš biti za izpit? Hecam te drugače. Nisem še bil, ampak moram iti. Hočem reči, da sem celo neko moje življenje tudi se izobraževal v smeri turizma, ker sem tu srednjo šolo končal turistično in tudi faks, dodiplomski študij in zdaj tole. In pa me marsikdo vpraša, ker so tudi dol v Črni Gori, so tudi doskrat rekli, kaj delaš na skali, ne? Najdi neko službo. V Črni Gori je tako, naredi faks, ko narediš faks, pa najdi državno službo in potem se poroči. Tako je. Je pa, da... Mislim, to vsi mladinski delavci, tudi jaz sem bil na tem, dobivamo očitke, kaj to počneš, da naj si resno službo, ne? Ja, jaz sem pa ustrajal. Jaz pravim, jaz sem imel veliko tudi dilem, osebno, veliko sem se tu spraševal, imel sem tudi kar neke ponudbe, da bi se tudi vrnil nazaj v Črno Goro, tudi strani moje magistrice za diplomo, ne? Ko se tudi odpirala neka vrata v Črni Gori in nekako po globokem razmisku sem rekel, bom nadaljeval klene. Ker videl sem neki smisel, takrat tega smisla zdaj tudi v cirkusu ga ni bilo toka, ne? Ja. Začeli smo od nule, ne? Ja. Od ene ideje smo začeli in ustrajati tudi na ulici, na sociali, kljub moji izobrazbi, pa v vsem tem času pač ni bilo lahko, ne? Na osebnostni ravni, pa tudi širše, ne. Daj povej, se mi zdi, da klic vedno tako deluje, da se predstavi kot nekaj nenujno lahkega, ne, je vedno malo iz cone udobja, ampak vendarle tako izpolnjujočega, ne, vedno se klic, ko Bog kliče, vedno kliče v neko tiho srečo, v neko izpolnitev. Ponavadi je dinamika klica taka, ne? Nisem dovolj usposobljen za to, daleč od tega, da bi vedel vse, pa da bi bil dovolj natreniran. Bog ne kliče usposobljenih, ampak usposablja poklicane, ne? Ampak vendarle se pa kaže kot nekaj zanimivega, Goreči Grm je nekaj privlačnega, nekaj, kar moraš iti pogledati, ne? Kaj je bilo to tle? Ja. A je bil Rudi kot oseba, kot lik očeta, ali je bil ta poklic delo z ljudmi na cesti, ali čist biti blizu Don Bosku, se pravi, ti si bil že na turistični zgodbi in pol se je v tebi najbrž, tako se sklepam, povej mi, če ni res, prebudila neka stara slast po nečem. Ja. Po čem? Jaz rečem, tudi ko sem začel delati kot animatora, ne. Ja. Mene je bilo to smešno, ko sem šel na razgovor za službo za tisto delo, ker če tega tudi ne bilo, ne vem, kaj bi bilo. In sem me vprašal, a znaš plesati? Jaz sem rekel, znam jaz plesati, te banse pa to. Ampak oni so šli na profesionalni ples, ki so me kabareje zvečer v hotelu. In ko sem me videl, kako plešem, so rekli, kaj smo to vzeli. Ampak pol, ko je bilo delo z ljudmi, v hotelu, ko se pogovarjajo, kle so videli, da blestim. Ampak jaz hočem reči, da celo moje to življenje, tudi to delo pri Salezijanci, vse je šlo bolj na pomoč ljudem, dela z ljudmi, kaj mene tu zelo veselilo in tu sem najdel svoj izpolnitev. To je eno. Drugo je, zdaj na začetku tudi na skali v tisti tranziciji, je bilo ful težko, ker tudi en profesor, ko me tudi imel, ne, zelo tudi na ekonomski fakulteti, je tudi bil začuden, kako lahko jaz študiram, skrbim zase, delam pa krati pošiljam denar v moji družini, kljub temu, a to še obstaja. Jaz sem rekel, obstaja. Kje imaš to energijo? Pač imam zaradi tega, ker vidim smisel, ki me to izpolnjuje. In posebej na skali v tistem času mene ful pomagal, ko sem lahko videl, da tem otrokom pa mladim daš nekaj izkušenj, ki jim bojo pomagale v življenju, ne. Zdaj je čist druga slika, zdaj, če me vprašaš, zakaj, kako, bi ti lahko povedal veliko odgovorov, ampak takrat je bilo tisto nek tak zagon, razvoj, ker vedno si videl neke iskrice, ne. Dodam tudi to, da je Rudi igral zelo pomembno vlogo v vsem tem. Pač tudi v vlogi očeta, bi temu rekel, ne. Je tudi kot en tak duhovni spremljalec, ki
ki mi je pomagal, ker brez njega zagotovo ne bi postal to, kaj sem. Pa tudi nasplošno, tudi Salesijanci pa Don Bosco. Tukaj mogoče za poslušalce Rudi Tisal je kakšno leto nazaj bil gost v mojem podcastu, če boste šli nazaj brskat. Ja, tako da je taken vzgled, ker tako, ko si mlad, pa ko vidiš, da nekdo dobro dela, pa razvija, pa želiš tudi ti in potem začneš kapirati. In mene je vedno to vleklo to trdo delo, ki ga je tudi on dostkrat imel in negoval. In dostkrat, ko pridem dol, rečejo, da imamo umir se, ampak jaz nadaljujem, ker mi to daje na zagon. Ampak jaz vedno rečem, v vsem tem, ko sem delal od 17 leta, jaz nikoli nisem recimo sovražil službo, da rečeš. Meni je to bilo vedno zadovoljstvo, pa še zmeraj je. Kot en vidik nekega poslanstva. Predstavljam tako, škoda, nisi Črnogorc originala, veš, si Albanc, bi rekel, bi že imel naslov podcasta, Črnogorec, ki ljubi trdo delo. Pa še Albanca, Albanci imajo tudi tak predsodek, da ne marajo delati. Pač ne, ampak počasi gre vse, počasi gre vse, da. Ja. Pol se je pa ta cirkus razvil naknadno, ne? Vi ste bili na enem potovanju in ste neke Romune, ali kaj že na nekem festivalu videli, kaj že bilo? Ja, to je bilo tako, da... To je v bistvu, tako če smem svoje misli podeliti, tebe je Bog v bistvu s tem vsem pripravljal za nekaj, kar sploh še ni bilo takrat, ne? Ja, ko zdaj gledam. A veš, ti si v bistvu šel brez ideje cirkusa iz Črne Gore, ne? Ne, jaz tako brez nobene ideje, če mi kdo takrat rekel, da bom to počel danes, jaz bi rekel, da je nor. Ti sprtegnen, ja. Zagotovo pa bi rekel, ker cirkus ti sploh ni bila, cirkus ti takrat najbrž sploh ni bila beseda z neko pozitivno asociacijo, ne? Ja, tako pa ne bi si niti upal reči, ne, jaz to ne gremo, ne? Ja. Je pa tako, da vse so bile te neke okoliščine, ki so prišle, te puzle mozaiki, je bilo tako, da takrat je sodelavka, ko je delala na minibusu Alenka, bila naključno v Bruslu na eni konferenci in je srečala eno cirkuško skupino Parada, ki so iskali neka mesta, ki bi prišli, pa bi zbirali denar za njih. To je tudi en tak lušen projekt Parade iz Romunije, ko je en francoski klovn šel v ulici Bukurešte in jih je povlekel iz kanalizacije s pomočjo klovnskih veščin. In je potem zdaj tam ena taka ustanova kot Skala, ki skrbi za tako delo. In oni so se zmenili za datum, vse, in pol, ko so pogovarjali, kdo bo to prevzel, bedejo nad koordinacijo, pa so rekli, zdaj boš ti. Aha, sem rekel, In oni so prihajali takrat v poletnem času, ko so bili oratoriji. In središče je bilo na Rakovniku, pri Kapelci, in pol smo tudi šli v Celje, pa v Maribor. Pa meni se zdi, da smo bili tudi v Vržeju. In jaz sem bil z njimi, sem malo skrbel za koordinacijo, smo zbrali nekaj denarja, ker to je denar šel tudi za njih, za obleke, vse so bili res bogi, to je dejansko ta socialni cirkus, in pol so odšli. In počasi se tudi nekako premikal tudi eno leto bivanja v Sloveniji, tudi pri meni, in smo rekli, kaj bomo zdaj, a bomo nadaljevali na ta način, a bomo še kaj nadgradili. In takrat so z Rudijem govorila, tuhtala, razmišljala, pol sem mu nekako upal reči, da bo to poguma, so rekel, Rudi, jaz mislim, da bi lahko tudi nekaj s cirkusom tudi začel razvijati. Ampak do zdaj nisi nič omenil, da te je kaj privlačilo pri tem cirkusu? Ni me. Iskreno... Zakaj si pa pol to rekel, Rudi? Tako, mene je bila všeč ta metoda. Meni je bila všeč metoda, da lahko s to metodo ti si dosegel pri teh mladih, ki sem bil z njimi, sem tudi videl, kdaj so se kregali, pa sem jaz mogel tudi malo pomagati, ker te stvari in sem videl, kako lahko ta zadeva spremeni življenje. In nisem bil toliko očaran nad to metodo, nad to recimo cirkuško predstavo, pa bolj v smislu, kaj lahko spremeni pri človeku, kaj lahko pomaga, kaj lahko naredi, ker mi je tudi tale voditelj skupine potem začel razlagati, kaj vse imajo, kako so oni začeli. In potem sem rekel, Rudi, pored tega mislim, da bi lahko to začeli razvijati, damo videti. Potem smo začeli pisati projekt, zdaj ne bil takrat Portikus, Novabis, ne vem, potem smo dobili neka sredstva za opremo, takrat je bil sam terensko delo z dnevnim centrom in pol smo počasi začeli razvijati na ulici, na minibusu Veselja, kot Diablo, Žogice. V tistem času je tudi prišel do spremembe sodelavca na minibusu, voditelja, in potem je tudi prišel Andrej Pivk,
ki je tudi znal žonglirati. Tako da on tudi malo pripomogel k temu, on je znal žonglirati, pa jaz sem se tudi vmes začel učiti, da bi navdihoval. Je hitro ta ena skupina mladih, ki so hoteli nekaj več. Potem smo se začeli zbirati 2-krat tedensko, tudi v spodnjih prostorih pod glasbeno šolo, smo imeli redne termine in hitro, ko ti nekaj vladaš, otroci hoče pokazati, potem grejo predstave, greš malo okoli in pol se je tako začel. Tako da nisem imel nobenih izkušenj, nobenega znanja, pač sproti sem se učil. Kaj so bili tisti prvi znaki, ko je prvič nekaj ven prilezel v smislu, tole pa res obeta? Ko ste že vi poskušali, kdaj si pol rekel, tole pa ima potencial? Ja, mi smo tako, itak nisi vedel na začetku, ko si prijavil projekt, pa si malo probaval, raziskoval, ampak pol, ko si s temi mladimi, 6 mladimi, ki so konstantno prihajali, ko si to začel povezovati, ko si začel biti tim, ko si videl, kje res spremembe pri tem mladih prinaša cirkus, ker to ne vidiš takoj, to vidiš čez en mesec, 2, pa vidiš potem tudi odzivi strani staršev, pa vidiš odzivi strani šole, pa odzivi, kako javnost, ko ti nastopaš. Se pravi, to niso bili neki pridni mladi? To niso... Ne, takrat... Kakšni mladi so bili prvi sledilci tega vašega projekta? To so bili mladi, bi jaz rekel, z manj priložnostimi, ki so prihajali takrat na programe Skale. Je pa bilo tako, da ti na minibusu Veselja pač imaš na ulici program, ki je strukturiran, ampak je čist drugače, če ga ti imaš v enem drugem prostoru. In dnevni center je bolj za učno pomoč, za kakšne delavnice, klepa ti jih imaš, ti imaš z eno dejavnostjo in jih z njo probaš zmotivirati in neke cilje izpolniti. Naši cilji so bili ne samo cirkus, so bili tako, da se timsko povezujejo, da so dobri v šoli. Če ne boš dobro v šoli, ne boš prihajal na vadbe. Recimo, take stvari. In ko si kle začutil vse te kazalnike, da nekako prihajajo, da to zna biti dobro, pa si začel še več sanjati. In koliko je to danes velika reč, koliko je recimo upisanih? Danes. V koliko notah vi ste še začeli, zdaj v Mariboru, ne? Ja. Zdaj pa, če tako na hitro... Če par kazalnikov od danes poveš, letosnih, svežih, najbrž smo prva oddaja, v katerih boš objavil. Ja, tako, ker iskreno še nisem objavil niti na socialnih omrežjih. Tako da trenutno imamo okoli 250 rednih članov. Zdaj, to je vpis na tedenski bazi, ali kaj? Na tedenski bazi. Ja. Zdaj, obiskov je še več. Obiskov pride do 400 obiskov. Ker eni otroci hodijo večkrat. Dvakrat, trikrat, štirikrat. Tako da samo v šoli cirkusa od 5 do 17 let starostih je 180. Odraslih je oko 45, pa imamo druge... Odrasli so, to pomembna ciljna skupina. Tudi pomembni so za te, ker oni smo začeli počasi, ampak tudi vidimo, da so oni ena taka ciljna skupina, s katero je fajn delati, jih imeti zraven in so del velike skupnosti. Zdaj, meni je, če ti bom čisto iskreno povedal, pa to so moji otroci gledali, to sem že po Rudiju tudi povedal, tale Slovenija ima talent, so zelo radi gledali in polka je ta Ahmed bil v finalu, ta migrant. In ko sem pol zvedel, da ta Ahmed prihaja iz vaših koncev, sem bil kar ganjen, Zato, ker v Sloveniji migrantske zgodbe prevzemajo ne katoličani. Katoličani smo označeni kot osebe, ki smo proti migrantom velikrat, v javnem diskurzu. In sem bil res ganjen, ker tudi tukaj na Socialni akademiji imamo več takih programov medkulturnega pa medreligijskega srečevanja pa tako naprej, Ja, in takrat sem rekel, wow, in polka ste rekli, da Pop TV hod včasih skautati na te vaše mladinske izmenjave za nove talente in tako. Tukaj se je pol meni začel, tole je pa nekaj, kar res je tudi splošno družbeno na dovolj visoki ravni, da ima potencial in delanje socialnih sprememb in oznanjevanja, Ja. Da ni sam v nekih katoliških krogih oznanjevanje prepričanim. Ja, zdaj bi da tudi dal recimo primer, to letno predstavo, ki smo zdaj naredili Bričole, po slovensko Drobtine, predstava pač, ki ima v prizori Don Boska, Sem bil. Ja, in mi je bilo ful všeč, ko sem videl, koliko so mediji o tem poročali. Ampak kljub temu... Dejansko, preden sem prišel, sem jo videl v kulturnem, pa zelo malo, to je tudi meni Sveti Duh nastavil, veš, ko ne gledam to. Res? Ja, res. RTV, pol pa je bil Pop TV, Popin,
žurnal, Planet TV, pa mislim, da tudi ena tudi televizija. Ampak mi je bilo ful všeč, kako lahko tudi na ta način, kljub temu, da je, mi smo imeli to predstavo za Don Bosco, pa se niso čistko povedali Don Bosco, ne? Tako so že tako zelo politično korektno so povedali. Korektno. Malo sem tu pričakal, da bo mogoče še malo manj, ampak so kar v redu in to je v redu, da se to vidi, sliši. Všeč mi je, da ta zadeva tudi gre nekje druge, ker zdaj temu jaz rečem tako, vidni smo, ne? In tega ne morejo porešiti. Ker posebej, ko se tudi mi zdaj prijavljamo na neke projekte na področju kulture, trenutno ne moramo še neki pogoj izpolnjevati, ampak smo vidni. In ko si ti viden, pol kasneje s tem imaš neke pogoje, da lahko nekaj narediš. Tole. Kaj se pa tiče Ahmeda pa teh prostovoljcev, bi jaz temu rekel, da jaz sem 16 let začel na Skali, ko sem že menil, tako da od takrat imamo skozi prostovoljce, jaz sem tudi eden od teh mednarodnih prostovoljcev Evropske solidarnostne enote. Če jih kdo razume, jih ti, ne? Ja, in pa sem tudi koordiniral. Kot migrant. Tako, pa smo vsako leto imeli. In mi smo imeli toliko takih podobnih zgodb, kot je Ahmed, tudi različne ciljne skupine, pa nismo promovirali to na veliko. Kaj so take zgodbe? Vključevanje v slovensko družbo, ali kaj? Ali samozavest, ali kaj? Imamo tako, da smo tudi imeli različne misleče prostovoljce, ki so prišli iz tujine, pa smo jih kljub temu sprejeli, kljub temu, da ti prostovoljci so videli, da prihajajo v katoliško okolje in ni bilo nobenih problemov. Recimo Ahmed je musliman in zdaj on, jaz temu rečem, živi Don Bosca, razume in živi to poslanstvo in on tudi dostikrat z mano gre k maši. A res? Ja, pač gre, ko so kakšni prazniki, zdaj grem s tabo. Imamo tudi en primer tudi drugega trenerja Dušana, ki je tudi prišel iz Salesijanskega mladinskega centra, Dušan Đukić, ki je tudi bil pravoslavc, bil prostovoljc, tudi tle za eno leto, zdaj je prišel tukaj delati, tudi tle pomaga in on isto. On je tudi pomagal delati scenografijo za Don Bosca, čuti Don Bosca in meni je všeč, da lahko tudi na ta način prispevamo k temu, da lahko tudi širiš to neko poslanstvo, Don Boscov duh, ki tudi ne rabi biti v bistvu katoličan, ker mi zdaj vse te naše, pač Skala je socialni, bi rekel, program, ki združuje različne vsebine. Eno je socialno-varstveni program, eno je mladinski center, eno je cirkus. Tukaj so ustanovitelji Salezijanci, je pa tako, da v praksi ti znotraj tega neke take vere, duhovnosti ne siliš, je pa ponujaš in pri meni je ful pomembno, da ti ljudje vejo, v katerem okolju delajo in kjer je vrednote so in kdo stoji za njimi in kdo jih promovira. Ker mi smo imeli v vsem tem času dosti staršev, ki so muslimani, ateisti, ne verjamejo nič, ampak so bili dostikrat pri maši. Jaz sem pelal v PGS, v te evropske te nogometne turnire, ko so bili Salezijanci, smo pelali recimo tudi mlade, ki niso bili katoličani nič, ampak zaradi spoštovanja so bili pri maši, so spoštovali Rudija, Boštjana, pa to zaradi tega. Meni se to zdi ena dodana vrednost, ena, bi jaz temu rekel, tudi evangelizacija z ene strani, da ti lahko tudi duhovno začutiš na tak drugačen način. Kaj so pa res te glavne zgodbe, če jih poskušaš par nanizati? Kakšne spremembe? Ti si zdaj že rekel, ena sprememba je, da gre kdo k maši, pa tako, kaj pa na socialni ravni spremembe? Vklej jih je veliko. Jaz bi pa tudi razmišljal o tem, mogoče kakšno knjigo napisal. Ker znotraj toliko zgodb mi nažalost nimamo tega kadra, da bi vse te neke naše rezultate, kazalnike dal ven, ker nimamo recimo ljudi, ki bi se sam s tem ukvarjali, pa da bi kaj na socialno mreže dali, pa na kakšnem članku, pa to, ampak je veliko teh zgodb. Primer, imamo enega mladega fanta, ki lansko leto ni hotel nastopati na zaključenem nastopu. Recimo, bloga je strah. Ni hotel zaradi različnih razlogov. Mi, ko imamo te zaključene nastope, ne silimo nobenega. Ne rabiš, lahko pomagaš v tehniki, v ozadju, ker v cirkusu se vedno nekaj najde. In mi te zaključene nastope imamo že 2 leti v Španskih Borcih, na Velikem Odru. In kaj se zgodi? V bistvu cela šola naenkrat. Cela šola naenkrat. Zdaj smo imeli, v aprila smo imeli 130 otrok, smo spravili noter nastopati. In to leto je imel glavni lik. Je bil glavni. In imamo tudi
ene otroke, ki... Iz pekla do raja. Ja, ampak so starši ful zadovoljni, ker vidijo premike. Vidijo, da ti nekaj ne siliš, ampak s pomočjo neke metode, z neki podpornimi mehanizmi pride do tega, da ti je sam pripelješ, da to naredi. In zdaj ta fant razmišlja celo tudi o upisu v cirkuško šolo v tujino. Imamo tudi dosti teh primerov, ki tudi otroci, recimo, edina motivacija, kaj tudi ni v redu, edina motivacija, kaj drži po konci, je cirkus. Imamo tudi teh, ki imajo tudi vedenske težave, pa to, ampak tukaj, ko so čist drugačni. Kaj pa aspekt mobilnih naprav versus cirkus? A cirkus kaj pomaga v zvezi s tem? Pač mi, recimo, te mobilne naprave, ki se tega tiče, itak jih ne uporabljajo na vadbah, je pa tako, da ti starejši skupine, ki začnejo uporabljati to samo zaradi gledanja kakšnega posnetka. Ne, bolj sem mislil, ali cirkus prispeva, a je kakšna zgodba tudi taka, da je človek bil že kar malo zasvojen? Tega je bilo tudi veliko, Pravim, je veliko zgodb v zadju, zdaj tudi pač je bilo tako, da tudi imamo pri starejših teh mladih, imamo dosti zdaj depresivnih težav, pa ta duševna stiska pa to, ampak ko so v cirkusu pač dobil to neko motivacijo, to je drži po konci. Zdaj imamo tudi dosti teh primerov, da kaj prej ni bilo, pa niti mi se ni sanjal, tudi če bi 4-5 let razmišljal o tem, je pa tako, da je res imam jaz eno tako orenk vizijo in teram stvari naprej, ampak je tudi, da imamo zdaj tudi dosti generacij, ki razmišljajo biti poklicni cirkusanti. Zdaj lansko leto se ena upisala v cirkuško šolo v Torinu, sprejel suje, to tudi sem bil kar manj ponosen, ker očitno delamo dobro pa na tem, da imamo neke standarde in to leto je tudi ena od naših punc se upisala. Zdaj je dosti zdaj mladih, ki se tudi vidijo, da so pač v prihodnosti tudi na tem področju tudi naredijo svoje poklicno pot. Je pa cirkus, bi jaz temu rekel, eno tako močno orodje, posebej pri otrocih in mladih, zaradi tega, ker združuje nekaj področje športa, področje kulture in področje sociale. In kle se prilagodi vsakemu posamezniku. Ti ne rabiš biti dober v eni stvari, ne rabiš vsak delati vse, en lahko žonglira s 5 žogcami, ti lahko tu s 3, lahko in narediš to, prilagodiš pa narediš tako zanimivo, da ti bo v redu in da boš videl napredek. Ja. To je ta ni tako kot recimo pri violini, ki ne moreš igrati, dokler ne usvojiš tega, ne? Ampak je, kjerkoli si te pobere, pa narediš nek napredek v kratkem času. Ne? Ker mi tudi naša šola je malo bolj specifična, ker smo se dosti sledovali na področju tujine. Jaz sem tudi član upravnega odbora te mednarodne mreže Karavan. Karavan je mreža, ki združuje 35 cirkuških šol po celem svetu, mladinskih. Bolj socialnih. Mladinskih in socialnih. Kle tudi veliko črpamo od njih, tega materiala in kle vidiš, koliko je to močno orodje, tudi z manj priložnostimi, tu socialni cirkus. Sama struktura igre, kakšne igre ti imaš v cirkusu, da ti s pomočjo igre nekako zmotivira, da se lahko ogrejo. Ko grejo na potem te rekvizite, mi imamo tako, da do starša mi tudi reče, zakaj, ker zdaj to so govorila tudi zdaj o tem Pop TV-u pa vsem, ko se tudi pojavila ta zračna svila, je to postalo in vsi so hoteli trenirati zračno svilo, in pol mi učimo vse. In doskrat starši rečejo, zakaj ne učite samo eno stvar, moj otrok hoče to. Ko si starejši, greš v to, zagotovo, ampak mi gledamo širino. Kako širino? Ja, zaradi tega, ker žongliranje otroku pomaga zaradi možganov, koordinacije, koncentracije. Ravnotežje pomaga zaradi stabilnosti. Zračne zaradi varnega poguma, tveganja, akrobatika, timsko sodelovanje. In mi to vse združujemo v eno, da se vidi. In dejansko iščete čim večjo celostnost. Tako, ja. In je problem in izziv zaradi tega, ker ti si na trgu. Starši pa hočemo fokus, ne? Velikrat, to sem jaz skavte zagovarjal, ker skavti isto, a veš, imaš kuhati se učiš, v naravi se naučiš preživeti, fizično aktiven se naučiš biti, prvo pomoč se naučiš, nič pa orenk, ne? Ampak meni se zdi to za otroka veliko boljš kot pa ena oska specializacija pri 12 letih. Ja. Gled, ti se učiš vse, zaradi tega, ker to ti pomaga za razvoj. Zdaj, mi imamo tudi
isto je tako, mi imamo težavo zaradi tega, ker vedno držimo balans. Jaz vedno rečem trenerjem, moramo paziti, da je otroku super, zanimivo, hkrati to naše poslanstvo upeljati noter, ker na koncu si ti odvisen od trga, jaz temu rečem, ker cirkus je edini program, ki trenutno nima nobene finančne podpore. In jaz edini, trenutno, ki sem v pisarni, delam vse. Pokrivam. Trenerji pokrivajo vadbe in so recimo tako rečeno freelancerje. Ne? In ti moraš iskati neko ravnovesje med tem, da je otrokom všeč, da prihajajo. In da trg dobi svoje. In da trg dobi svoje. Ne? In na tem smo uspešni in vidim za na dolgi rok. In zdaj par dni nazaj sem se pogovarjal s temi puncami, ki so v produkcijski skupini, pa le z nami. In sem zasledil, da prej so bile zračne svile in to so sam delali. In ko je prišel Ahmed, akrobatiko, zadelo akrobatiko. Ko je prišel za Dušan, žongliranje. In zdaj sem se malo tudi pogovarjal, pa sem bil presenečen, pa sem rekel, stop, to moramo vrednotiti. Ker so punce rekle, ta svila mi je dolgočasna ratala. Zakaj? Ker se zaplete, ker je tako, Ampak da otroci, da mladi pridejo do tega, da je dolgočasno, zato mi imamo to neko moč, da lahko na dolgi rok ti ponujaš vse te stvari. In meni se zdi, zaradi tega smo mi uspešni. Jaz za temu rečem, to je vse organska rast. Viralna, ali kako temu zdaj pomoderno rečemo, zato ker mi se niti imamo časa, ki preveč oglaševati. To gre od ust do ust. In vsa ta rast, ki je bila, je na področju tega, da so starši pa mladi, pa otroci se navdušili, da so videli, da so nas priporočali. Če držimo neko tako optimalno rast, jaz sem zelo zadovoljen. Kaj je zelo zahtevno. Glih tukaj je za ta podcast, se mi zdi še posebej pomembno, ta dimenzija tvojega vodenja v smislu, veliko več je trenerjev cirkusa, samo en je pa vodja cirkuške šole. Ne? In zdaj se mi že malo jasni, odkje ZEF-u ta voditeljska žilica. No? Nekaj je ekonomska fakulteta, nekaj je turistični vodič, ne, tukaj si vse črpal, ampak tako sklepam, da najbrž tudi neki, ki si prej govoril o Rudiju Tislu, kot nekomu si nezavedno zgled črpal mogoče, ampak kje, a je bil ta ZEF že kot otrok malo bolj voditeljski tip? A je to v tebi? Ne vem, malo. Tako, Albanc v Sloveniji prevzame voditeljsko vlogo za tako veliko količino Slovencev, se mi zdi res nekaj poklicanega. Jaz sem rekel, jaz to res čutim neko tako zadovoljstvo, poslanstvo. Mene iti v službo ni nekaj težko, jaz z veseljem grem. Jaz bi sem rekel, da ta skupnost, ki je zdaj malo, ki jo gradim, ki mi je ful pomembna, mene pomembna skupnost. In eden od razlogov, zakaj smo tako močni, je zaradi skupnosti. In dost tujcev pa drugih direktorjev cirkuških šol pride do nas, pa obstaja 40 let. Matej pa, ko pride tukaj, pa vidijo, vi imate nekaj posebnega. To je nekaj, kaj nekako probam, kaj sem se do zdaj učil na podlagi izkušenj, na podlagi vsega, je pa tako, da se jaz tu skozi učim, zaradi tega, ker več je izzivov, več rabiš ti neke širine. Zato tudi v zadnje čase berem tudi veliko knjig o teh osebnostni rasti, pa o menedžmentu, pa o fundraisingu, pa o neki motivaciji v skupnem sodelovanju. To je tudi eno, ampak ta splet, vse te stvari od prej, ko sem delal, pa tudi od tega mednarodnem okolju sem kar dosti pridobil, zato ker sem hodil v teh nekih izobraževanjih in so mi odpirali neke nove poglede, nove stvari, nove metode dela, vključevanja, to nekako vse primore k temu, da pač zadeva raste. Ker ko sem že omenil, jaz bolj vedno v sporedju pa vsem tem postavljam tim. In v cirkusu, pri teh trenerjih, se tudi tisti, ki so bili malo več noter vidijo, vsak je različen. Vsak ima svoje značilnosti. To se mi zdi, cirkus je drugač, kot če, naprimer, primer ti dam, bogoslovci. So po moje, sej tudi vsak različen, ampak imajo en velik skupni imenovalec. Se strinjam. In tudi značajsko, odnos do posta, do maše, odnos do polno enih stvari je malo bolj podoben. Tukaj le cirkus pa res lahko celo mavrico ljudi različnih vključ noter.
Klej mi veliko energije posrka, zaradi tega, ker zaradi te trenerje, pa vse taki so različni, ampak vse funkcionira. Vse funkcionira zaradi tega, ker vsakemu daš prostor, veš, kjer so od vsakega recimo te neke pomanjkljivosti, ampak izpiliš tiste, kaj je najboljše. In na tem gradiš. Kako pa pol doživljaš salezijansko karizmo, a doživljaš večkrat kot nek pritisk, kako morajo stvari biti, ker smo pač v salezijanski ustanovi in pol tole različnost moraš malo ubijati in utirjevati, ali doživljaš Don Bosca in njegove naslednike kot tiste, ki ti dajo glih duha, da lahko s to različnostjo handlaš? Pač klej držim en balans. V bistvu v sendviču si, ja? Ja, zaradi tega, ker jaz to čutim, ta cirkus kot moj otrok, pač en tak razvoj, se pa zavedam, da ne smeš biti tok noter, ker potem lahko na koncu tudi veš, da narediš kot koristi, ampak vedno moraš gledati širino, vedno razvoj in ljudem dajati več in več odgovornosti pa razširi zadevo. Ne? In pol na koncu ti si vmes tudi med salezijanci, ki delajo v salezijanskem okolju. In kle do zdaj super gre sodelovanje, ker skozi nekako iščemo skozi se pogovarjamo, skozi podpora strani salezijancev za ta projekt. In je bilo pa težko, iskreno, Matej, ker cirkus so predsodke, ne? Čeprav Don Bosco je bil cirkus. Tako. In so malo taki predsodki v smislu, kaj bomo za cirkusom počeli. In pol, ko so zdaj tudi videli, tudi posebej s to predstavo Bričole, ko so videli, da imamo toliko mladi, ko so videli, da program raste, to ni nekaj samoumevnega, je nastalo od nečesa, je nekaj v ozadju in zaradi tega zdaj sem ful vesel, da stvari tudi zdaj razvijamo v Želimlja, razvijamo na Rakovniku, v Mariboru. Je pa to, bi se vrnil nazaj na to zadevo, jaz bi rekel, da za moj navdih, moj osebni navdih je doskrat tudi ta podoba Don Bosca. Ker jaz doskrat sem med letom izčrpan, zaradi tega, ker je veliko stvari za narediti, ampak dam primer, ko pa pridem v dvorano, gledam te nastope, teh mladih umetnikov, a ne naših udeležencev, in jaz takrat dobim en tak zagon, eno motivacijo, da lahko še bolj delam naprej. Pač podobno, jaz mislim, da tudi takrat pri Don Boscu tudi videl in jaz dobim nek velik zagon, ker meni ena pohvala, ena motivacija, da jaz vidim, da tem mladim otrokom, udeležencem, trenerjem na koncu koncev ponudim en tak prostor, kjer lahko ustvarjajo in na podlagi tega potem konkretno naredijo neko poklicno kariero, neko pot, nek značaj. Pač mene je to še neka večja motivacija potrditi, ne rabi nobene medalje, ampak ko to vidim, jaz dobim še večji zagon za še večje izzive, iskreno povedano. Ne? Se pravi, kot večina voditeljev greš tudi ti izven cone udobja oziroma velikrat čez svoje limite. To je nevarno, če delamo prevečkrat. Ja. Ampak kaj je tvoja pumpa, kaj je tvoja črpalka, ko ti zmanjka tega goriva? Je to kakšna taka hitra molitev, ki jo imaš? Ali je to, da se obrneš na kakšno podobo, na kakšnega svetnika? Ali je to dejansko to, da vstopiš v dvorano, pa se to že zgodi? Kaj je tista hitra črpalka? Zelo dobro. Mene vsaka neka taka, bi jaz rekel spet neka taka pohvala, projekt, nagrajevanje, kaj je, jaz vedno naredim molitev in na koncu se zahvalim. To sem tudi naredil, ko sem v Kotorju končal dobro izpite, ko sem šel v katedralo tam zraven, pa sem zmolil. Človek, ki se najde v stiski, rabi molitev, ne? Zagotovo. Ampak mene tudi, jaz rabim molitev v obratni situaciji. Jaz rabim takrat, ko nekaj dosežem, naredim, čaki. Jaz hočem se zahvaliti za tole, ker mi je to mi da neko motivacijo. Molitev ti da, da grem naprej. Je pa pri tej stvari... Izročaš, ne, gospodarju, tako, izročaš, ne ostane pri tebi. Ja. Ker če stvar ostane pri tebi, saj moja je taka izkušnja, kadar dovolim, da uspeh ostane pri meni, nimam več kaj dosti motivacije konc koncev, ne? Ker je itak že uspeh bil dosežen. Ne? Jaz sem vedno zahvalen. Uspeh daš naprej, v zahvali, se pa na nek način spet izpraznaš za nove odprtosti, za nove uspehe, za novo delo. Ne? Jaz vedno imam to v sebi, nobena stvar ne pride samoumevno in ko ti narediš nekaj dobrega, pač ni samoumevno, moraš se zahvaliti. Talente množiš, pol jih pa daš nazaj gospodarju. In ti spet nove da. Tudi noben me ne vidi, ampak mogoče bo tudi to prvič slišal, ampak ko imamo te predstave, ne? In ko mi naredimo na sezono, recimo zdaj bila ta predstava Bričova, ne? In ko nima več nobene ponovitve,
ko ni nobenega v dvorani, se usedem zraven odra, izmolim in se zahvalim. Ampak se zahvalim tudi odru in celi tej zadevi za to izkušnjo, ker ni nič samoumevno, lahko bi se kaj zgodilo. A ne? In te stvari jaz veliko cenim, ljudje pa ne vidijo, ker nimam se rad izpostavljati. Jaz sem tak, da grem v kotu, da me noben ne vidi, recimo tako da, primer, ok, si pri maši, vidim te tam, pa poklepetaš, ampak jaz take stvari se malo skrijem, ker vidim, da to je nek tak svoj, da imam svoj moment. A ne? Ko pa govorimo o teh preizkušnjah, je zagotovo isto tako, a ne? Ja, se to mi šlo zdaj po glavi, ne? Ti si zdaj govoril o vrhovih, o vrhovih, ja, ne pa o dnu, ne? O dnu, ena taka samorefleksija, raziskovanje, kaj zdaj, kako narediti, ne grem zdaj na prvo žogo, razmislim. Kaj to v glavi tuhtaš, ali z nekom? Ali? Pač rajš s nekom tudi delim, a ne? Pri kakih takih stvari tudi doskrat mine dan, dva, da malo se umiri, pa tudi malo zmolim, pa malo vidim kako, pa grem na en sprehod, pa malo se tudi izročim gospodu, pa malo se pogovarjam, pa na kakšen način. No, se to sem te vprašal, to mi je šlo. Bolj se na Boga obračaš v času zahvale, kot v času prošnje? Ja, bolj bi se temu reklo. To je preventiva. Ja, ko malo tako razmislim, tudi parkrat sem tudi rekel, ja, dejansko je tako, ne? Je pa tudi, ko je taka neka stiska, ja, ampak kle zagotovo pol, če prido na neke take stvari konkretne v praksi, pa se zagotovo pogovarjam s Salezijancem, z Boštjanom zdaj, ne? Pa vidimo načina, ne? Ker ko je nekaj, kaj na osebni ravni, je pa malo drugo, ne? Ja. Ko pa je nekaj, kaj gre za organizacijo, pa zato je zagotovo fajn, da tudi direktor ve in se pogovarjam z njim in to je tudi ena taka stvar podpora, ki ti pove, da nisi sam. Ker kle v tem celej tej strukturi nisi sam na koncu konca, ker imaš tudi Salezijanca, ne? Imaš tudi salezijansko okolje, ki te podpira in pod katero delaš, ne? Prej si rekel tudi knjige, a je kakšna, ki te je v zadnjih 5 letih močno zaznamovala? Voditeljska ali pa menedžerska ali pa sodelovalna? Imam eno, sem v angliščini Mindset of Grow, nekaj tazga, to je tista, pa tudi ena ta knjiga Zakaj? Zakaj? Ta Start with Why? Start with Why, ja. Od Sineka? Ja. Zakaj me tudi je pa tako, da jih zdaj ne znam na pamet, ampak veliko, zdaj prej nisem bral, iskreno. Prej nisem bral. Za faks si že mogel kaj, ne? Za faks sem mogel. In to v slovenščini, ne? Ja, v slovenščini. Jaz sem nalašč v slovenščini napisal. Sem se upisal na faks, zaradi tega, da sem malo bolj naučim jezika, pol mi je kasneje pomagal tudi pri državljanstvu, da nisem rabo dodatnega izpita narediti. A če imaš faks narejen v slovenščini? Če imaš v slovenščini, pač za državljanstvo pol se to šteje. Wow. Ja. Ker pač je samoumevno, ker si ga naredil pač v slovenskem jeziku, ker če njega ne bi znal, ga verjetno. Ampak si pa orang tudi talentiran za jezike, očitno, ne? Pa imel sem srečo, bi temu rekel, pa tudi ta pogum, da takrat, ko je tudi mene Rudi vzel, tisto leto so se z mano začeli pogovarjati v slovenščini, jaz sem pa tudi čutil eno tako spoštovanje in tak respekt tudi do okolja, da sem želel, da se čim prej naučim. Ker mene je bilo vedno tako malo, ko sem šel na takih upravnih enotah, pa mi se zdelo tako, hočem se čim prej naučiti, da ne delaš problemov. Ne problemov, s tem pokažeš neko spoštovanje. Odkot ti ta zdrava ponižnost? No, se mi zdi, da imaš res tako... Pa, iskreno, ne vem. Jaz tudi tako, ko so govorila zdaj, jaz sem Albanca, ne? Ja. Pa iskreno tako, nekih konkretnih presodkov v Sloveniji, pa če sem kle 16 nisem imel. Nisi? Ne. Iskreno ne. Recimo tudi v Črni Gori. Jaz sem v Črni Gori, nisem zrastel, zdaj so v Tuzi moja, ne, v albanskem delu, ampak jaz sem bil v Podgorica, ne, jaz sem bil z Črnogorci, Srbi, z vsemi temi. Tam si bil manjšina tudi, ne? Tam sem bil manjšina, ampak takrat je bilo tudi čudno okolje, ker v času vojne, v času vsega tebe ime oda, ker ti ime je Zef, Albanca, ne. In, to je tako, kot Janez skor, ne? Ja, in iskreno nisem imel, iskreno ti povedal, nisem imel nobenih problemov. Jaz sem se družil z Srbi, s Črnogorci, pa kljub temu, da sem Albanc, jaz sem tudi v Kotoru pol. Jaz sem bil, poslušam, pomagam, delal sem se kot, da mene to ne bremeni in pol, ko tudi druga stran to vidi, hočem reči, da
In potem so se nekaj tudi čudili, takrat tudi moja družina, pa to pa, kaj ti zdaj, ko so bili tam, ko so bila na Kosovo, a ne, tista vojna, pa vse to, pa še kaj zraven, pa so se malo kakšno hec smo tudi dali v vojni Alban, Srbin, ampak v smislu heca. A veš, kaj mislim? Ja. In jaz lahko rečem, ne vem, kako sem lahko bil v takem okolju, ampak očitno... Se te ni parjelo sovraštvo? Mene ni. Ja. Mene ni in imam široko toleranco do tega, do te multikulturnosti, zaradi tega, ker sem dobil toliko nekih izkušenj in čisto drugače gledam, recimo tudi pri Ahmedu, pa vsem, jaz sem Ahmeda enkrat pripeljal dol v Črnogoro, pa sem malo videl, da so bili malo tako skeptični, kaj je, ko so pa spoznali, pa je bilo vse v redu. Dol v Črni Gori, ko zdaj še vidim, če me malo vprašaš, kjer je ta konkretna neka razlika, je to, da so še zmer močno v nacionalizmu, močno, ne? Ker ne vidijo neko tako sobivanje v enem okolju, ne? Da so druge stvari bolj pomembne kot samo nacionalizem, v smislu življenjski standard, rast plač, da imamo okolje, ki je zdravstvo, take stvari. In dol je še zmer taka politika, da vsak ima svoj bazen. A ne? Ja. Ampak je pa zanimivo kle pri meni, tako da ZEF imena v Sloveniji pač ne najdeš. A tudi med Albanci ne? V Sloveniji ja, ampak ne vem, če je še kdo v Sloveniji, da sem ga srečal, da bo imel ZEF, ker to je zelo živi Albanci v Sloveniji? Nima tega podatka. Najbrž še ne 10,000 gotovo. Ja. Pa da ne bi bilo nobenega ZEF-a. To je zelo tako tradicionalno ime, ki izhaja iz Jožefa. In doskrat tudi, ko nek po telefonu se matra z mojim imenom, ZEF, jaz rečem Jožef, Jožef, v redu. No, ampak to, kar si rekel, nacionalizem, pa da nisi imel problemov, jaz doživljam vsako srečanje s tabo, doživljam kot v bistvu beseda sprejetost, no, se mi zdi, ki ga preplavi, no. Hvala. Prav čutim se, ne, kljub temu, da sem že odrasel človek in domnevam, da otrok na to še drugače reagira, ampak jaz se čutim v srečanjih s tabo, sprejet ga že, ne. Nimaš dveh slik, nimaš formalnega ZEF-a, pa pol ZEF-a, ki se sprosti. To malo tudi vidim, ko grem na kakšen poslovni sestanek, a pa na kakšno stvar, ker težko... Ampak nisi zatežen. Ne, to ne, sem... Ne greš čez okvire sprejemljivega. Ja. Kar isti ZEF je, pa oba sta kul. Ko hoče biti malo zatežen, malo tako naredim diplomatsko, da naredim, da malo ne žalim preveč, ker vem, kje so meje. Ker ti greš malo bolj direktno, pa ta oseba malo drugače reagira in pol je še večji, bi rekel, izziv, konflikt, karkoli. Pač vedno probam jaz na en način iz tvojih izkušenj, ne na prvo žogo, ampak nekje v kontekstu pa diplomatski poti stvari nekako reši. Za zaključek, mogoče res se mi zdi, da sva se kar lepo iz več kotov dotaknila tvojega rdečega grma, ampak pol vsakmu rdečemu grmu sledi tudi kakšna faraonova vojska, ki te lovi, pa pol dobiš kakšen tak čudež, ko greš čez Rdeče morje po suhem. Kje si najbolj to čutil? Kje si najbolj čutil, da greš po suhem čez Rdeče morje? A glede tega današnjega podcasta? Svoje poklicanosti, življenjske poti. Pač mene je malo bolj nekako tako držati nek ta balans, iskreno povedano, med zasebnim življenjem pa tem službenim življenjem. Ker jaz to službo ne dojamem kot službo, dojamem kot eno poslanstvo, za katerega sem očitno nekaj namenjen in z razlogom sem kle in zato tudi tista knjiga, zakaj me je ful mal dala nekega poguma, da mislim, verjetno zaradi vse teh okoliščin, ki so zdaj govorila, sem jaz na tem mestu, ker malo gledam tudi po Don Bosco, pač je en tak hiter projekt, ki raste, ki navduhuje, pa ljudje gledajo preveč, kako je to možno. Ja, možno je očitno zaradi različnih vidikov, kot očitno neki spodaj, ki... Ker smo sledili enemu gorečemu grmu. Tako, neki gre in vsak, ki pride v našo skupno, reče, kaj imate to, pač neki imamo, ki ga ne daš opisati in gre v to. In zato pravim, pri meni je malo zdaj nek tak izziv pri vse tej konkretni rasti, vsem tem, kaj rastemo, da zadržimo to
to srč, to optimalno rast in to karizmo in vzdušje, ki ga imamo in po katerem so prepoznani, ker hitro lahko, eni pravijo, če visoko letiš, hitro padaš. Kdor visoko leta, nizko padajo. Tako mogoče o tem, pa kar kot drugega, ampak bi želel to, da raste kakovostno, je pa to, da, ker veliko me tu bremeni, veliko grem čez svoje okvirje. V smislu tudi časovnega vsega in zraven je potem še moja družina, ki doskrat tudi otroka, ko imamo, ker to je taka služba, ki tudi za vikende tudi imaš neke nastope, imaš zadeve in pol manjkaš, ne? Si rekel, ne, prihajajoči vikend imate mednarodno izobraževanje trenerjev. Prejšnji vikend sem delal, ta vikend je tole, drug vikend delamo tudi v Mariboru, stvari postavljamo in skozi nekaj. Ur ne šteješ? Ne, ur ne štejem. Že danih ne štejem, zaradi tega, ker če bi štel, pa bi omejeval, imam tak občutek iskreno, da bi marsikaj stalo. No, jaz sem pa postavil, sem tudi tako delal, ampak sem pol na eni točki, po mojem glih, pri starosti malo pod 40, Pa ni bilo izgorelosti, ampak počas je dozorelo v meni, da moram postaviti bolj jasne meje, ne? Da Bog, če daje blagoslov, ga daje tudi v okviru normale. Ja. In to iščemo vsi, saj jaz nisem še na cilju, ne? Ampak sem pa malo bolj blizu na to. Ne, blizu tudi ne še, ampak imam pa to zavedanje. Jaz se tu zavedam, zelo močno se zavedam in zdaj nekako tudi v tem šolskem letu malo dajem neke večje odgovornosti, pa to pa malo izstopam za zaveso, bi se tako rekel, da drugim, ker moj cilj, da jaz ne kodiram vse, da imam roke kot v prizorišču. Skozi moraš imeti cilj, da se boš odposlil. Tako da stvar funkcionira in doskrat tudi zdaj razmišljam, zdaj v tem tednu sem nekje bil z otrokom, pa sem tudi kavo pil, pa to pa sem rekel, lej, kakšni časi so prej, sem mogel biti skozi aktiven, pa biti trener, zdaj pa imam 17 ljudi, ki so aktivni med celim tednom, pa zadeva gre, ne. Vidiš rezultate, ampak jaz zato pravim, to je en tak prehod, ki kako narediti to doskrat med družino, med delovnim okoljem, pa med tem, da ti ne zgoriš, da ti še zmeraj imaš motivacijo in zagon, ki traja. Veš, kaj se mi zdi? Kar sem jaz delal s temi cirkuškimi ljudmi ali pa podobnimi, pa sem, ko je par trenerjev bilo mednarodnih pa tako, to gre zelo malkrat v štric s tem, da ta oseba, ki obvlada cirkus, zna postavljati sisteme. Ponavljajoče, delujoče sisteme. Pri managementu. Ne? In tukaj imaš po moje srečo, da si tudi ekonomist. Po moje je v tebi oboje. Ne? In cirkuški navdih in ekonomski sistemi. Ker tole bo pa zdaj najbrž veščina, ki jo boš če je to k tim zrastu, pa šola, ne? Pa lokaciji več, bo pa to veščina. Sistemi kakovosti, sistemi ponovljivosti, workflowi, delovne naloge, in tako. Sistematizacija, take stvari. Ker jaz se spomnim, ko sem bil, ko se vračam dol, Črnogoro in pol, vidijo, da zdaj to raste, ker zdaj dejansko ti rečeš številke, reče wow, a prej pa niso. In pa so pa doskrat rečejo, vse ti si bil nek tak animator, ti si rad animiral ljudi, ti si rad tako. Ja, sam to ni zdaj tam to. Zdaj pa to nisem to, a ne? To. Tega oni ne bojo videli. Ja. In zdaj sem zato pravim, te izkušnje res mi ful pomagajo, tudi ta ekonomska fakulteta. Animiranje je pomagalo, dokler vas je bilo 5-6. Ja. Zdaj pa ne. Ja. Zato pravim, ta ekonomska fakulteta pa vse te izkušnje tudi, ki dobim, ker jaz sem zdaj tudi z razlogom sem prišel noter v upravnem odboru mednarodne mreže, ne Karavan, ker ti direktori so po 40 let, njihovi uspešne šole in jaz sem šel z razlogom zaradi tega, da dobim te neke delovne navade, izkušnje, kako oni razmišljajo, kako jih vprašam, kako lahko oni imajo sisteme, kako lahko imajo recimo, dam primer, plače, a pa te stvari, da mi malo povejo, ker doskrat je tudi pošten sprašal, kaj greš še v to? To je še dodatno delo. Je, ampak malo v cirkusu... Ne, tam več dobivaš, ko daješ. Tako, cirkusu da neko pomembno zadevo, da je tvoj cirkus tok mehen zdaj v tem, a ne? To pomembno, ampak hkrati tudi, da jaz dobim, da lahko stvari vlečeš naprej. Ker zato jaz dosti tudi berem in sem pripravljen se učiti, ker bi bil problem, če bi stal na tem. Pa še nekaj, meni doskrat dobre stvari da motivacijo. Včasih tudi vidim, da ko nekaj je dobrega, ko nekaj vidim, da sem ponosno naredil to, to mi je kot eno zdravilo.
jaz temu rečem. Pa nekomu je lahko obratno, zgorelost, ne? Zanimivo, hvala. Ta podcast so dobro naredila. A si kaj motiviran? Ja, sam, zagotovo sem, ampak upam, da so poslušalci zadovoljni, da bodo kaj odnesli. Upam, da si ti zadovoljen, ali? Navdihnjen. Se trudim in upam, da bo ta zgodba. Mislim, veš, kaj me najbolj navdihuje? Da ti prideš nekam in si tam, pustva Boga ob strani za trenutek, a ne oni motor, ampak ti prideš nekam čist drugam, brez vsega in si tam motor neke take rasti. In to ne rasti nekega podjetja, ki pač deluje za lastnike, ne? Ampak rasti neke kulture, nekega dela z tistimi, kjer se to najbolj pozna. No? V bistvu si malo misionik na nek način. No? Ja, nisem o tem razmišljal, ne? Ampak ja. Rabimo. Težko je, ko prideš v novo okolje, ko tam začneš ustvarjati, ampak pravim na podlagi vsega tega, kaj je bilo, pa to je nekaj moglo biti, da mi malo dal neko motivacijo, ker zagotovo sam ne bi mogel. Ne? Hvala, Zef. Res sem vesel, da te poznam, pa da sva se pogovorila. Ja, hvala za vabilo.